Zveza nogometnih trenerjev Slovenije je po lanskem druženju na Brdu pri Kranju redni letni trenerski seminar spet pripravila v Portorožu. Trenerska organizacija je sestavni del Nogometne zveze Slovenije, šteje kar 1800 članov. Slaba četrtina jih ima najvišje licence, njim je bil seminar tudi namenjen. Na tem seminarju je približno 450 trenerjev. To so trenerji v nazivu UEFA in višje. Se pravi, gre za plejado najboljših trenerjev pa najvišjega ranga v naši državi. Ta seminar je organiziran na zelo visoki ravni, za kar je treba res čestitati Zvezi nogometnih trenerjev, da so pripravili izjemno dobre in sodobne vsebine. Vsi licenčni seminarji so obveza. Skozi te seminarje v bistvu pomeni, da pridobivaš neke točke, ki se potem po pravilniku upoštevajo pri podeljevanju licence. Rdeča nit predavanj in delavnic je bil tedenski ciklus treniranja v tekmovalni dobi, najpogosteje izbrane vaje z področja tehnike, taktike in kondicije, z aktualnimi dognanji, ki se jih poslužujejo v nogometnem svetu. Mi lahko začnemo, kaj nimamo, kaj ne moremo, mi pa iščemo pot, kaj lahko. Dvodnevno izobraževanje so popestrili tudi z intervjuji. Preko spletne povezave sta se oglasila Benjamin Šeško in trener Luka Elzner. Uvod je bil v znamenju selektorja Matjaža Keka, ki je predstavil reprezentančne priprave na evropsko prvenstvo. Jaz sem zelo vesel, da je Zveza nogometnih trenerjev pristopila čim bolj praktično vsemu temu, z življenjskimi izkušnjami, znanji, tisto, kar se pač da uporabiti, ne pa da se dobi točke, ki so potrebne, da lahko vodiš kakšno ekipo. Program seminarja in strokovna izhodišča je pripravil dr. Zdenko Verdenik, predsednik strokovnega sveta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, ki je nekaj misli namenil tudi tematiki, o kateri je tekla beseda v pogovorih z akterji. Kako sodobne nogometne trende prenesti v slovensko okolje? Ja, tu gre za veliko razliko v pogojih dela, tudi v finančnih možnostih, ampak kljub vsemu so neki trendi, neke tendence, ki se nakazujejo v sodobni igri in tudi v sodobnem procesu treninga. Jih je možno uporabiti, s tem, da jih pač prilagodimo našim slovenskim razmeram. Na eni strani strokovnjaki in tisti, ki skrbijo, da prihaja v Slovenijo znanje od drugod. Na drugi strani seveda stotine trenerjev, ki vse skupaj prilagajajo svojim okoljem in vsem drugim okoliščinam, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Ni problema, trener razume. Problem je, da razume igralec. In sedaj pač treba usposobiti trenerje, da bodo najprej imeli svoje znanje in to znanje uspešno prenesli naprej na mlade ljudi. Slediti največjim in najboljšim je nujno. Seveda imamo pa to možnost, da pridobivamo te informacije, da so nam vse te novosti na razpolago in se temu prilagajati, ker na drug način ne moreš parirati ali pa konkurirati drugim ekipam v evropskem nogometu. Kot trener moraš implementirati potem v svoje delo, upoštevajoč normalno pogoje, ki jih imaš, kvaliteto, ki jo imaš, področje, na katerem deluješ, tradicijo, vse te stvari. Jaz mislim, da se da, je pa vedno se treba malo prilagoditi glede na okolje, glede na kvaliteto igralk, igralcev, glede na pogoje, ki jih imaš, ampak definitivno lahko tudi na teh seminarjih grobo nekih dobrih stvari pobereš. Neka kvaliteta trenerjev, strokovnih delavcev je tudi v prepoznavanju momenta, v katerem si, kakšno kvaliteto imaš in kaj lahko pričakuješ od tega, ker moje gledanje na to, ki včasih je kontra temu, kar slišimo v različnih analizah, komentarjih, da Slovenija mora igrati na svoj način, da Slovenija ne more biti slaba kopija nečesa, kar je mogoče v drugem okolju uspešno. Ravno, da bomo evropski prvaki ali pa svetovni, je to zelo majhna možnost, da smo pa tu, da lahko z njimi igramo, odščipljamo kakšno točko, z najboljšimi pa lahko. Selektor Kek je seveda v svojih pogledih največ besed namenil delu z reprezentanco, o kateri se je sicer na seminarju govorilo z izbranimi besedami, ne brez razloga. To so posebna generacija, ki odgovarja na vse zahteve sodobne nogometa na nek svoj način, na naš slovenski način. Vseeno nam je, kar delajo Hrvati, karikiram, kaj delajo Avstrijci. Mi pač smo šli in hodimo po neki svoji poti, včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno in mislim tudi zaradi tega, da se nam je zgodilo dosti pozitivnih, dobrih stvari v preteklem letu. Je pa s tem v zvezi zanimivo misel, ki se dotika teme pogovorov, predstavil predsednik trenerske organizacije in nekdanji selektor Bojan Prašnikar, ki je ponudil slikovito primerjavo.
Dejstvo je, da ena Nemčija ima 40 talentov, mi imamo enega in avtomatično mi moramo z enega napraviti 11, oni pa je 40-11. Izbrati najboljših 11 je, če nekako zaokrožimo poudarke s predavanj, tudi osnovna naloga trenerjev v takšnem ali drugačnem okolju, s pomočjo znanja pa tudi z intuicijo, kaj bo v danih okoliščinah delovalo najbolje, ne glede na pogoje, ki sicer v osnovi delijo najboljše od njihovih izzivalcev. V pogled v njihov način dela sta tako na predavanju kot pozneje s treningom na stadionu Bonifika predstavila vodja Akademije Bundesligaša Leipziga Manuel Baum ter vodja razvoja igralcev in trenerjev Cameron Campbell. Za praktičen vpogled v enega od segmentov vadbe, ki seveda sledi in se prilagaja novostim na tem področju. Trend, ki ga je takole povzel predsednik trenerske organizacije. Nogomet se spreminja z dneva v dan, življenje se spreminja z dneva v dan, mladi se spreminjajo z dneva v dan. In vse to je treba slediti in biti na ustrežnem nivoju. Dejstvo je, da se ne bodo mladi prilagajali nam. Mi se moramo prilagajati mladim, kajti svet se tako razvija.